In akcija, pozdravljeni nazaj na Džungljenem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. Obdela smo sanskega moškega, obdela smo sanske ženske, s katerimi je spal, s katerimi ni spal, koliko je zaslužil, koliko denarja je izgubil. Vse to smo že pogledali. Če si zamudil, pojd pogledati prejšnje dele, pa si poglej, da boš vedel, o čem govoriva. In ocenjevanje od 1 do 10 oziroma 2 cvetkam sem dal -16. Nisem jih ocenjeval po izgledu. Tega zdaj ne razumem, zaradi tega, ker je takrat rekel, da jih je ocenjeval samo po izgledu. Če bi jih mogel po izgledu oceniti, bi rekel za Pio. Spet ocenjujemo. To mi pove, da se nikamor nismo premaknili, da se nič nismo naučili. 2. 1,5. Ana pa mogoče 2,5. No in kaj se zgodi? Naslednji dan me neko podjetje povabilo na neko masažo, da pač se pa dogovorimo za sodelovanje in pač ta punca mene zmasira, jaz grem lepo v garderobo in kliče mene moja PR-ovka. Po internetu švigajo že različni posnetki, smešnice, kakor je ta. Če Glaj recimo reklamiral športne stvari, ampak to je njem naravno bilo. To on se ni prodal. On samo mora živeti od tega, razumeš? On je moral, ker je model postava novo, to je njegov life, razumeš? In to se on ni prodal. Zdaj pa, da bi če Glaj šel reklamirati, ne vem, zdaj ne vem, ne moram zdaj neki iz glave, ne vem, kaj bom rekel, ne vem, kaj tazga, to je pa poluno fucked up, a veš. Zato ne biti jezni na influencerje, ki vzamejo čist vsako ponudbo, ki jo lahko, kakor je tudi on bil vzel masaže, ki jih je likar povedal. In jaz ko pač ja, bla bla bla. Prav, stari, kaj se to dogaja, kva tebe neki na Twitterju pluvajo, da ti je kao Afrodita skenslala pogodbo. Jaz ko, kakšna pogodbo, da mi skensla pač malo pač pogodbo in pač ne more skenslati. Kaj sem narobe naredil? Pol kurca in bila jasna. Majke mi ni bilo nič jasen, kaj se dogaja. No in ko je Gregor odprl Instagram, vsi te komentarji, vsa ta sporočila, meni se je svet podaril v tisti sekundi, pač bilo je res hudo. Si sploh nočem predstavljati, koliko je bilo njemu težko. Zelo hitro se je mogel spustiti na realna tla, pa ne samo to, tudi ta odziv na njega je bil abnormalen. Storiji, objave, kolumne po časopisih, naslovnice. Iz danes na jutri se je cela Slovenija obrnila proti njemu. Bodimo realni, tako je to bilo. Vse to skupaj, kar zdaj jaz govorim, razlagam zadnjih par dni, razlagam samo zato, da dam vsem tistim vedeti, ki bojo nekoga z besedami napadali, da ta oseba se bo res slabo počutil. Nekdo je bolj občutljiv, nekdo manj. Lik zaradi tega stavka se jaz vprašam, kako pa naprimer Anja vse skupaj spremlja, zdaj ko vemo, koliko ima dlakic, pa koliko je neizkušena. No, dajmo zdaj še malo pokomentirati mojo Špelo Grošelj, mojo miškico. Dajmo se spomniti, kakšna ikona legenda je Špela Grošelj, koliko so naredili za slovensko kulturo, za slovensko glasbeno sceno. So določeni ljudi, ki bi jim jaz mogoče upravičil biti mečkan dive, čist mečkan. To zdaj ne pomeni, da so dive slovenski instagramerji, da je ženska dol sosed pritočna na snemanje in tako naprej. Če bo pa zamudila Špela Grošelj na snemanje, bom pa rekel, ok, that's on me, zakaj nismo snemanje predstavili. Spet pretiravam, ampak se veste, kaj hočem povedati. Ko sva skupaj posnela komad, no, skratka, tu je bil glih po finalu Mister Slovenije, ona mene kontaktira in jaz rečem, valjda, hočem biti noter. Honorar je bil 100 evrov. 100 evrov. To ni nič, 100 evrov honorarja za cel snemalen dan. Je res ogabno, kaj ona počne in sicer bil sem priča, ko je klicala. Zdaj ne vem točno, ali je bila Tjaša Jerala ali pa Jasna Kuljaj. Jaz sem bil zraven telefona, se rekel, pač ta pa ta te kliče. Prav, kaj me ta krava kliče? Ko jebe, stari, sploh se nam javlja. Jaz skoki, pač, mogoče so skregani, kaj se dogaja. No in nekar ona 6 minut kasneje nazaj njo kliče in te klasične pičkaste fore. Čau, srček, kaj dogaja? Veš kaj snemamo moj nov hud komad? Jaz ko gledam, stari, si ti bolana ženska. Klicu tu Domen Kumar v tisti sekundi, ko so ona. To me je šokiralo, da sta se Domen Kumar pa Špela Grošelj
da se isto pogovarjata, ker vsi vemo, koliko sta ona dobra prijatelja. Ne vem, danes vem, da sta full frenda, ampak na tiste pogovore, ki sem jaz videl, ne morem komentirati, da so bili lih ok, unijo je spluval komat, tu naj neki njemu, ne vem kaj vse. Pridemo v, kva je v Italiji, Lisana se mi zdi, tam sem dirkal z gokardi, nima veze, na obalo in ona se mora preoblečiti in pazi, kaj mačka naredi, pa pizda, joj, pa ne da se mi kaj, in ona lepo, sisike, ven, na parkingu in seveda vsi smo videli te prečudovite špeljene joške. Če mi plačala samo 100 evrov, sem pač saj za piko ne videl še joške. Spet, če bi se on preoblekel, pa dal guno majto dol na parking placu, nobeden ne bi nič rekel, ker pa to naredila Špela Grošelj, je pa vse narobe. Po drugi strani pa, kamot bi šla v avto, pa se not preoblekla, tako da spet zelo težko rečemo, kaj je prav in kaj ni prav. Ko sem dejansko bil z njo, ta njena energija in pa njena zahrbtnost, hinavščina, ki sta bila tudi tako med samim snemanjem, bilo pač tako res katastrofa. Itak je pa cel Pop TV ne mara, pa še marsikdo od znanih. Špelo Grošelj Pop TV ne mara, naslov. Če bi se ona zdaj na Pop TV prikazala, bi vsi, čau Špela, živijo, kako si lepa, luškana, kako si cute, bla, 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 bla. Za hrbtom njenim bi pač vsi komentirali, da je ena banana. Benčko ne morem sploh to komentirati, ker je že podan od podna in toliko grdih zgodbic, kot jaz vem, pa toliko grdih zgodbic, kot se že pač govori. Veliko boste slišali, da on govori o vseh teh grdih zgodbicah, ki se govorijo, ki vsi ljudje vejo o tistih zgodbicah, ampak on jih ne bo povedal. Daj povej, ker ne vemo. Čaka nas še zadnji video, v katerem je razkril grde posle naših influencerjev in dokončal njegove zgodbe o Katrini Benček in o Cool Fotru. Ta ženska ima toliko vsebine, toliko vsega, da je težko sta pravo besedo opisati. To čudo božje. Mogoče bi Balkanci rekli, svaša majka rodi, samo para neče. Jaz tega ne razumem. Prosim, dajte mi da en prevod. Evo, in to je prav Katarina Benček. Ona je pač čudo tehnike. Spoznal sem jo na ploščadi Aleje Sky, ki smo pač, to je tudi zanimiva fora, vsak dogodek, ki se dogaja, pač te agencije, ki imajo influencerje čez, oziroma dogodke, pokličejo vse iste kurce vedno in pa se tam slikaš in pa vsi To je res. Zakaj mene skoraj nobeden nikoli ne pokliče? Halo, jaz bi tudi šel na te dogodke. Vsi frendi in si bla, bla, bla. Ni veze. No in tako sem jaz prvič spoznal, oziroma bil v kontaktu z Benčkovo in ne bom nikoli pozabil, kaj je hotela šefica Aleje, da se pač jaz, pa Eva Boto, pa Benčkova skupaj slikamo in pač jaz objamem z roko Evo Boto in pogledam na levo in frajerka 2 metra stran od mene in jaz tako pač sem kužen, kaj se dogaja. No in pač prav šefica Aleje, pač če lahko stop zraven, da slikamo, prav ne, jaz sem slikala. Pač slikite me takole 2 metra stran. Se pravi, jaz pa Eva Boto in 2 metra stran Benčkova. Če si ti povabljen na te dogodke, pa če te organizator prosi, da se slikaš z nekom, pojď tja, naredi svoj job, pa se sliki. Mislim, jaz to sploh ne razumem. Jaz tako pač, če ta človek normalno pa lahko me ubiješ, presežem. Pa ne, veš kaj, zaradi Markota. Zaradi Markota, ja, Marko bo ljubosumen. Jebote, Marko, človek pejte slika, človek se kurčiš tukaj. Če bi se Katarina slikala z njim, da bi bil Marko tako zelo jezen in ljubosumen. To me je presenetilo. Da si ne vem kdo v Boki Batina in za Playboy in pa se slikala pač prizran in kaj en človek se pač posliki. Ja, je punca zelo prefrigana, hočem reči, prasica, ne prasica, lisica. Lisica je zelo velika in pač zato je to tako, kakor pač iratuje. Folka mi je pisal za njen nakit. Tale posnetek zdaj, ki vam ga bom pokazal, je fascinanten. Tukaj pa se je Gregor Čeglaj odločil razkriti in razkrinkati posle Katrine Benček. In še posebej njenega brenda itspersonal.si. Pač to je res vse skupaj zelo osebno. Naj povem, da je v bistvu itspersonal nastajal več mesecev. Da predvsem verižice so bile narejene skupaj s slovenskima dizajnerkama oziroma grafičnima oblikovalkama. Vsi tisti Katarinini sledilci, ki veste drugače, dajte napisati svojo stran v komentarje. Jaz bom nažalost izhajal samo to, kar je Grega delil. Gospodična je delila, da je vse skupaj nastajalo več mesecev in jaz jo absolutno tukaj podpiram.
Zdaj smo dojeli, da je to dropshipping. To absolutno nastajanje tega nakita ni trajalo več mesecev. Če misliš, da je trajalo več mesecev, to da pač ti iz Alibabe naročiš paket, pa da pač to traja več mesecev, pa ok. Tukaj je ona tudi rekla, da je celo spletno stran postavljala sama. Jaz bi skoraj stal, da ona ni kodirala spletne strani sama. Jaz bi skoraj stal, da ni ženska postavljala spletne strani, ker spletno stran je tako težko postaviti. Jaz kot grafičen oblikovalec sem se trudil večkrat že sam postaviti spletno stranjo, pa mi ni šlo. Mogoče je sama postavila spletno stranjo iz Shopifyja, ker imaš te spletne strani, ki ti že vnaprej sami postavljajo spletno stran in ti moraš samo flikniti noter produkte, slike in to je to. Jaz sem jima predstavila svojo idejo, mi smo potem skupaj pač oblikovali tole sprednjo stran, zadnjo stran, črke v glavnem. To je cel proces, treba je bilo najti dobavitelja. In potem v bistvu, ko sem jaz našla nekega dobavitelja... Jaz mislim, da so oblikovalke lahko same naredile črke, ne vem, dizajn in to lahko vzame nekaj časa. Če so se one od začetka do konca same izrisale, same naredile skice, karkoli, to definitivno lahko vzame veliko energije in veliko časa. Tukaj imate en super primer dropshippinga, se pravi, kupaš iz AliExpressa, prepelaš domov, za $2 bom kasneje pokazal, seveda brez dokazov ne gre. In pač grafična oblikovalka to pač naredi to črkico gor, lahko na laserček in pač prodajaš za €40, kar sem tukaj pokazal. Ampak to ne bi toliko motil, oziroma vas, če ne bi ona to trdno zanikala, da to pač ni iz AliExpressa in danes se prodaja zgodba, ne pa produkt. Tukaj ne bi smeli napadati Katrino, zaradi tega, ker pač prodaja svoje produkte skozi zgodbo, ker delajo to vsi. Smo pa močno presenečeni, da pač Katarina je imela produkte, ki so popolnoma naravnost iz te Alibabe, iz kjerkoli, in da uporablja iste fotke, samo da je pač dala nek filter čez, to me je pa zelo presenetilo. To pa nisem vedel, zaradi tega, ker tukaj se vprašam, kako je to personal, če je še fotka ista. Je to verižico za €97, prodajajo jih pa za €42. No, zdaj bo pa še prekomentiral, kaj se je zgodilo z Rebeko Dremelj, oziroma zakaj mu gre Benčkova Katarina toliko na živce, še drugo plat. Jaz pokličem Rebeko Dremelj in se ona me lepo oglasi, se neko živijo, bla, 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 bla. Veš kaj, Grega, ne, saj jaz vem vse, mene je že Benčkova poklicala, razložila celo situacijo, rekla, naj te dam na story, naj te skurcam, naj te pač uničam, ker si to pač zaslužiš in nekaj v takem smislu. To mi je pa zelo grdo, to mi je pa zelo prav nagražen mi je, da gre domnevno, po njegovih besedah, Katarina Benček klicati, povej vse grdo na storiju, povej tako, kaj si misliš, povej tako, kaj je. Zakaj je Katarina videla njega kot enega tazga, nekoga, ki ga je treba zdisati, nekoga, ki ga je treba dol dati iz scene, kaj, zaradi tega, ker je vedela, da bo zaslužil več kot €70 z vsemi sodelovanji, pa je pač tukaj bil spet ljubosumje. In če ona klicala eno Rebeko Dremelj, pomeni, da je klicala vseh banan, vseh, ki sem jih pač ocenjeval, vse je poklicala, hotela največjo šalo narediti in kaj sem kaj. Ampak ta ista Benčkova v tem istem videu, ki zagovarja njen nakit, pove tole. Tukaj pri telefonskih klicih lahko greste posnetke pogledati, ampak tukaj je bila tudi ena sekcija, ki je omenila tudi Lepo Afno. Lepa Afna, po njegovih besedah, naj bi klicala na sam Pop TV. Se pravi, tudi ona, ki je pač v tistem posnetku povedala, da se mu zdi premočna, je klicala naokrog. To me je zelo, zelo šokiralo, da je Lepa Afna tudi klicala naokrog. Definitivno pa ena stvar drži in to je, da v Sloveniji je vse dovoljeno, ampak ena stvar pa ni dovoljena. Nikakor ni dovoljen biti uspešen, nasmejan, zadovoljen, vesel. To dovoljeno ni pri nas, ker če si to, si grožnja ljudem, ne? Bravo, Miška, ja, veš točno to, ko je Grega bil vesel, nasmejan, iskren in bil z vsemi v super odnosu, je tebe to bolelo. Wait! What is the tea? The girls are fighting! No! Zato si pa ti takrat najbolj prizadeta in si sam čakala, to, kar je rekel Vaux, da se ne sluči in veš, če sam čaka, da te napade. In ti, jebena banana, lisica, si pač izkoristila priložnost, poklicala vse po moje, ki obstajajo tukaj na svetu. 3 hours later. Ok, zdaj smo s Katrino zaključili. No, zdaj gremo pa še na zadnjega človeka. Gremo še pogledat grdo resnico,
Cool fotra. Gremo prvo na Cool Mamacito. Cool Mamacito dejansko ne poznam ful dobro. Sem se z njo pogovarjal, sem jo spoznal. Katastrofa, pač ja, že preden sem jih spoznal, jih nisem maral, ker sta bila res ogabna, ampak ko sem spoznal, sem dejansko to še bolj dojel. Dajmo začeti s tem, kako je ona posnela en posnetek nekomu in po tem posnetku bila najbolj pametna za mene. Ej, nočem, kamen si ti totalno antipatičen, sorry, res ne vem, kaj bi s tem doprinesla, tako, kot sem jaz pa antipatična, tako da jaz ti ful predlagam, da si kakšno kandidatko iz sanskega moškega dobiš, ko ste tam. Ko je mene komentirala, Vsi, ki zdaj sodelujete, točno veste, da ona večinoma časa sploh sporočil na Instagramu ne piše, ampak ona vedno pošilja te voice message. Ona je vedno tako na terenu, ona ima vedno malo časa in tako njeni odgovori so zelo malokrat okrog ovinkov, zmeri so zelo direktni, imam čas, nimam časa. O njej sem prejel tudi par zanimivih stvari, ampak ne bi govoril o tem, mogoče bi samo tole izpostavil. Jaz, ko ne vidim voice message-a, kot sem ga prej videl, vsem tem stvarem verjamem samo s eno roko, samo polovično, zaradi tega, ker ljudje bodo naredili vse za pozornost, to smo zdaj že porajtali, ne, po vseh teh delih, in zaradi tega tudi vsem tem stvari verjamem samo za tako eno majčkeno žličko, ok. Reci ženski naj pokaže trebuščka po zimi, ko ji redno pumpajo maščobico ven. Javno pa kao proti lepotnim operacijam, Naj ti pokaže popek od blizu, če si upa. Tukaj nakazuje na to varianto, da ne bi bila ona ljubiteljica lepotnih operacij, čeprav sama naj bi bila proti temu. No. Skratka, cool fotor. Janija jaz spoznam tudi na Fatalnem moškem. Na Fatalnem moškem so dejansko imeli več stikov in sva, ne vem, 2-3 dni smo imeli nekih sponzorskih obveznosti, so dejansko se tam več družila. No in po tem Fatalnem moškem, par dni kasneje, se zgodi moj incident oziroma moje komentiranje pri Perotu na streamu. In kaj je gospod Jani Jugovec Perotu poslal 1 sekundo po streamu, kjer sem jaz bil zraven in sem vse slišal. Star, jaz umiram pravno tako. Zadaj je tako polno pizda. O moj bog. Jaz se vse spogledaj, jaz sem umiral, stari. Njemu je bil ful zabavan, ful smešen, ni čutil po mojem niti kančka tega, da bi mogoče zanikal nekaj sočutja do žensk, do seksizma in ne vem čega vsega. Ampak par dni kasneje, oziroma en dan kasneje, ko je Teja začela, stari, dajmo ga zjebati, ker bomo dobili pozornost zaradi tega, pač gospod spremeni verzijo v glavi in kar naenkrat sem jaz največja budala in ni bil več zdaj tako polno, ampak sem bil pač debil in debilka ga je treba skurcati. Jani, lahko ti pa samo povem, da tudi zdaj tako polno je tudi, ko kličeš tiste posebne številke z firme oziroma z telefona te Jani, ali kaj imate že neko podjetje in pa pač vse te klice policija prestreže in pač posluša, tako da mogoče te zadetke v polno tam malo bolj pazi. Drugač pa tudi... Ok, s to policijo, s temi klici pa jaz ne vem, o čem govori. A mogoče govori kaj med vrsticam, kaj ona dva kličeta, kam Jani pa Guna kličeta? Marsikaj drugega sem izvedel o tem fantu. Jaz bom pač nekaj objavil, pokazal nek pogovor. Mislite si sami, kar si imate misliti o tem, ne vaša domišljija dela, kar hoče. Ok, Gregor je tukaj delil sporočila od nekoga drugega, ki so mu poslali. Rad bi samo, da se malo tresejo te pridni možje, ki so tako popolni in se delajo ne vem kaj, v resnici so pa tako pokvarjeni. En hint, cool fotor ne dovoli, da ga v njegovo ritko, ampak nas vse zveže in na B-J-A. Pač ta video gledajo zelo majhni otroci, tako da prosim, dajte pri ta video malo naprej prevrteti, ker je zelo tako, niso njih najlepše besede. Pa ne smejo ga gledati v oči, če ga pogledaš, si tepen. Jaz se nočem iti teh igrc, ni zame nasilja. Na Instagramu pa kao miren, priden možek, Potem je razkril tudi njegov odvetnik LŠ, ne vem kdo je to, krajšave, je njegov bač, kao kaj bič, joj piki, veš koliko je tega. Veš, zgodba, ki jo prodajate, da nista mogla imeti otrok z njegovo ženo, valjda, da ne, če se njemu ne dvigne na luliko, on je na skrivaj Viagro, da lahko seksa z njo takrat, ko mora. Ko pa vidi penis, je pa kot raketa. Koliko imam jaz enih takih zgodb? O moj bog.
tukaj se potem še ni nehal, potem je objavljal storije, da njegova košarka ni vedno košarka, vsaj enkrat na mesec v zadnje pol leta pride k nam, da se ga požgemo. Obstajajo tudi fotke. Teh fotk ni, teh posnetkov ni, ničesar ni prišlo na plan, česar nismo videli. Se pravi, koliko lahko temu verjamemo, si lahko sami vsak presodite. Jaz bom tukaj zaključil s to debato, ne bom nič komentiral, ker mogoče sta kul fotor, pa kul mama sita v takem razmerju, kjer si take stvari dovolita, kjer za drugega vesta, ampak to so spet situacije, katerih se mene ne tičejo, kjer se tebe ne tičejo, ampak Gregor Čegljaj se je odločil vse to deliti. Tukaj pa čisto na konec se je oglasila tudi sama Ksenija Kranjec. Misliš, da je info o kul fotoru fake in potem je dela, da smo to že vse vedeli, pa še marsikaj vemo. To je nič, kar zdaj vi veste. O, moj bog, mi smo končno prišli do konca tega videa. Upam, da ste uživali v tem videu. Upam, da sem vse skupaj spet dokumentiral, kolikor se da zanimivo. Če vam je bil tale video všeč, ne ga pozabite lajkati, ne pozabite meni slediti na vseh socialnih omrežjih in to je to. Lepo se majte, jaz se moram prosto širiti, ker sem že za Švico, ker je v tej sobi toliko vroče. Konc, adijo!